Na dvoru Trebnik je potekala tretja javna razprava in otvoritev razstave o viziji prometa v okviru izdelave celostne prometne strategije Občine Slovenske Konjice, s katero je pričela občina v letošnjem letu. Celostno prometno načrtovanje temelji na mnogih izkušnjah evropskih mest, ki z velikim uspehom uresničujejo ključna načela trajnostne mobilnosti. V okviru izdelave celostne prometne strategije za občino Slovenske Konjice je bila 14. decembra 2016 ob 17. uri izvedena tretja javna razprava in otvoritev razstave o viziji prometa. Oblikovanje vizije je eden od procesov, ki bodo v naslednjih korakih definirali konkretne naloge, cilje in akcijski načrt celostne prometne strategije. Tretja javna razprava je potekala v obliki delavnice, kjer so obiskovalci opredelili vizijo in prioritete razvoja prometa v občini Slovenske Konjice. Hkrati so se oblikovala še temeljna načela, po katerih se bo dokument oblikoval v prihodnje, kar bo naslednja podlaga pri pripravi vizije, ciljev in ukrepov. Občina Slovenske Konjice želi vzpostaviti trajnostno načrtovanje prometa s pomočjo izdelanega strateškega dokumenta CPS. Gre za nov pristop k načrtovanju prometa, ki temelji na obstoječih metodah načrtovanja in jih dopolnjuje z ustreznimi načeli vključevanja, sodelovanja in vrednotenja, tako, da z njimi izpolni potrebe po boljši kakovosti bivanja v mestih in regijah za sedanje in prihodnje generacije. Z njegovo pomočjo želi občina vzpostaviti trajnostni prometni sistem tako, da se zagotovi dostopnost delovnih mest in storitev za vse, izboljša prometna varnost, zmanjša onesnaževanje, emisije toplogrednih plinov in porabe energije, poveča učinkovitost in zmanjša stroške potniškega in tovornega prevoza ter izboljša privlačnost in kakovost mestnega okolja, saj se zadnje leta srečuje s precejšnjim slabšanjem potovalnih navad. Zdaj pri analizi stanja smo mi nekako dorekli, kaj so tiste glavni izzivi in pa glavne priložnosti. Analizo smo sicer oddali bila kar obsežna, kar se tiče, tako da zdaj je zgolj povzetek. Torej, na področju avtomobilskega prometa, javnega potniškega prometa, peš prometa in pa, oziroma hoje in pa kolesarjenja, smo določili, kaj so ti glavni izzivi in pa priložnosti. Zdaj, glavni izzivi so seveda avtomobilski promet je še vedno v porastu, ljudje se vozijo z avtomobili po vsakodnevnih upravkih in to seveda povzroča določene probleme, kot so previsoke vožnje, torej previsoke hitrosti, potem ljudje se ne počutijo varno, slabe potovalne navade in tako dalje. Javni potniški promet je dokaj nerazvit in ljudje ga tudi ne uporabljajo, potem hoja, ljudje se ne počutijo varno pri pešačenju, isto je pri kolesarjenju, ni ustreznih površin in seveda mi smo nekako detektirali te priložnosti, ki so seveda izboljšanje pogojev za kolesarjenje, pešačenje, izboljšanje atraktivnosti javnega potniškega prometa, potem racionalizacija uporabe avtomobila in tako dalje. No, potem rezultati ankete, jaz se prevčujem, ampak bom mogel iti tja, ker tu zelo slabo vidim, tako da bom vam povedal enih par najpomembnejših detajlov, kar se tičejo ankete. Torej, za nas je najbolj interesantno to, dobili smo način potovanja v oziroma način potovanja v različnih upravkih. Torej, kako ljudje potujejo v službo, kako potujejo v šolo, vrtec, na potovanje in tako dalje. In to je zelo pomembno, da se lahko občine tudi med sabo primerjajo. Sploh v tem našem prometnem žargonu je ta podatek nekak osnovni benchmarking, se temu reče, da se mesta med sabo primerjajo. Mesto, ki ima recimo visok delež kolesarjev v prometu, se ve, Kopenhagen ima 50%, Amsterdam
35-40, to so vsa kolesarstva potem razvita mesta in tako dalje. Zdaj recimo, način potovanja na delo, 51% ljudi uporablja avto kot prevozno sredstvo za službo, kot voznici. Potem 14% uporablja avtomobil kot sopotnik, kolo uporablja 13%, javni potniški promet samo 5%, peš hodi 14%, 3% so potem drugo, kot so recimo taksi in podobno. Potem, zdaj slika potovanja v šolo, vrtec je mogoče malo boljša. Tukaj imamo 30% avtomobil kot voznik, 19% avtomobil sopotnik, potem kolo 11%, javni potniški promet, tukaj je večja uporaba 10%, in pa peš 26%, 4% drugo. Potem, zelo zanimivo je tudi, koliko avtomobilov je v vašem gospodinstvu. Največ odgovorov je bilo 2 avtomobila, takšnih odgovorov je bilo 47,5%, potem en avtomobil 29,3% in pa 14,1% 3 avtomobili. Potem so bila tudi vprašanja, kateri ukrepi se vam zdijo kot nujni, potrebni in pa nepotrebni. In največ, torej za nujni ukrep je največ odgovorov bilo več površin za kolesarje. Kot potreben ukrep je bilo največ odgovorov za opremljenost površin za pešce, urbana oprema in pa večja urejenost javnih prostorov. Potem kot nepotrebni pa izboljšan dostop do avtoceste oziroma obvoznice po več avtobusnih postajališč. Zdaj, kar se tiče ankete, samo malo da vidim, ker je na pamet. Ja, 1476 oseb je odgovorilo. Mi smo sicer to zbirali preko spletne ankete in pa preko torej na te načine na terenu in pa preko spletne ankete in pa preko teh vprašalnikov v gospodinstvu. In bilo je tudi kar nekaj neveljavnih odgovorov, zaradi tega, ker se to na spletu in tako v bistvu je naš končni vzorec 979. Tam je oddajni vzorec, ki smo ga obravnavali. Celostno urejen promet ne pomeni zgolj bolje izkoriščene prometne infrastrukture, nižjih stroškov za mobilnost, manjših zastojev, bolj učinkovitih naložb, večjega zadovoljstva in manjšega onesnaženja. Prinaša objektivno merljivo izboljšanje kakovosti bivanja prebivalcev in povečanje možnosti občine za uspešen razvoj. S pripravo tega dokumenta in njegovim izvajanjem bo občina izboljšala kakovost bivanja, dosegala pozitivne učinke na okolje in zdravje prebivalcev, izboljšala mobilnost, prometno varnost in dostopnost, izboljšala podobo občine ter učinkovito izpolnjevala pravne obveznosti, kot so direktiva o kakovosti zraka Evropske komisije ali nacionalni predpisi za nadzor nad hrupom in podobno. Celostno načrtovanje prometa ponuja dolgoročno in strateško vizijo zagotavljanja mobilnosti, spodbuja kulturo učinkovitega in integriranega načrtovanja ter omogoča doseganje drugih ciljev občine, kot so gospodarski, socialni in okoljski. Občina Slovenske Konjice se je z investicijo uspešno prijavila na javni razpis za sofinanciranje operacij celostne prometne strategije v okviru operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os številka 4, trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostna naložba številka 4.4, spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi in specifični cilj, razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih. Lasten delež bo občina zagotavljala na lokalni ravni iz občinskega proračuna.
Vrednost celotnega projekta je 43 400 evrov.